In pa Kraševc, bivši Jastreb, zdaj pa že kar lep cajt na konkretni samostojni poti. Današnja zvezda večera je Patrik Prelec. Pozdravljen v King Studiu. Živijo, lepo zdrav, tle gostinčični klepač me hoče sta napiti, sam da veste, tle mi so mi dali eno močno vodo. Tako. Nismo ti dali vode, ne? To smo ti samo sadje dali. To je neki sad, ne vem, ja. Ja. Mal, tako, aftertaste pa ni... Jaz ne vem, hruška, kaj imaš ti v žepu, kaj si ti mešaš noter, tako da mi nismo krivi nič. Ne smeš stiskati tega, smo vedeli, da moraš pojesti nožkom, ne komplet Ja, delati. mogoče tako je toplo. Ne moreš reči, že ki si začel s tem, če se reši to eno debatico. Vitovska ali teran, kam imaš rajše? Kako, teran ali? Vitovska. Vitovska ali teran? Jaz bi rekel bolj teran. Bolj teran. Mislim, ker si prišel k nama, bi bil pravilno odgovor ali Refoška ali Malvazija. Ja, to bi izbral Refošk. Ti oprostiva. Ja. Teran ali Refošk? Joj, Že malo politične debate. Komu se bo zdaj zamiril človek? Jaz nisem Komu se bo pripravljen. zdaj zamiril? Ja, v redu, v Ja. redu. Sadje, ne, si vstal pri sadju. Zdaj je pol poslušalcev ugasnilo. Imaš novo pesem, iluzijo, o kateri govoriš o dekletu, ki te bolj kot kaj drugega nervira. Ja, v bistvu govori o tem, kako se včasih predstavljamo v življenju, da nekaj je, pa Ja, ni. Ne? pa ni. Ja, tako v bistvu, vse včasih je fajn imeti tako eno iluzijo, da si predstavljaš, kaj bi lahko bilo, Ja. kaj lahko pričakuješ, pa pol te to žene naprej. Realnost je pa zmer neka druga v zadnji. A pa dajmo pogledati malo naprej v prihodnost, fiktivno. Potem, ko se pesem konča, ostanete skupaj s to punco ali ne? Ja, tu moramo pustiti malo za skrivnost, naj si poslušalci pogledajo spot na YouTubu, Iluzija, Patrik Prelec in tako ne. Ok, ga boste videli tudi vsi vi, ki ste z nami na televiziji poiskali Radio 1 oziroma skoči na radio1.si. Bomo zavrteli iluzijo in seveda predstavili tudi svež video. Ostanite z nami. Zvezda večera. Alex Warren in Ordinary, današnja zvezda večera na Radio 1 v King večeru, pa Patrik Prelec in njegova iluzija. Radio 1 predstavlja Zvezda večera. Tukaj sta Klepač in Gustinčič. Zdaj, kar si se odmaknil od Jastrebov, si se zapisan k rock glasbi? Ja, v bistvu zmer sem imel ta stil pisanja avtorskih komadov bolj v rock stilu, ne? Ja. Pač kot tle se najbolj najdem, pa tudi, veš kaj, se mi zdi, da se človek malo naveliča teh 6-urnih koncertov, ker ne moreš imeti isto energijo 6 ur. Zdaj imamo recimo 90 minut ali pa 2 urce, ne? Od tiste 2 urce odpičimo maksimalno in je to, se mi zdi, da najboljše. Je drugače, ne? Ja, ja. Pri rockerjih je to lažje, ne? Ja. Si rocker po duši. Ja, sem bil zmeren. Ja. Si pretrpel. Nisem trpel, ker imam tako širok spekter glasbe, ki jo rad poslušam, ampak tle mi je pa malo več popra na vrhu. Okay. Ok, kdo so tvoji svetovni vzorniki? Svetovni vzornik ima tako, meni je recimo ful všeč Bryan Adams, ki ima taka full deep besedila, čeprav marsikdo bi rekel, da je soft rocker, ne, ampak meni je ful všeč, sem bil tudi že na enih parih njegovih koncertih. Bon Jovi recimo tudi, ne, Jovi, zakon, ne. S kom bi v Sloveniji naredil duet? Oziroma, da bi združil moči, s komerkoli. Recimo, da bi šli narediti koncert skupaj v Cankarjev dom. Koga bi vzel s sabo? Cankarjev dom? Ajmo vzel Primorca, vzemo Mirana Rudana. Naredimo skupaj žurk za vse Primorce v Cankarjevem domu, da dva bi vodila, evo, to je bilo super, ne. Vrhunsko. Mislim, jaz bi šel v prvo vrsto in užival, Klepač bi vodil, vi bi pa žgali in peli. Ne, tako si jaz Klepač predstavljam. vodo bi ti užival. Ja, in obratno. Konec poletja si se oglasil v enkinem studiu s pesmijo Hladna kot ocean. Danes predstavljamo Iluzijo. To pomeni, da je album blizu. Marsikdo me to vpraša, ja. Zdaj ne vem, kaj je moderno več, so sploh moderni ti albumi, ali ne? Ali ne? Vsi, ki jih tukaj gostimo, ki nekako začenjajo kariero, grejo na samostojno pot, pravijo, da je album nek konec poglavja, neka pika oziroma nek izdelek, ki ga pokažeš. Če jaz dam vedno za primerjavo Manco Špik, ki leta in leta z ne vem kolikimi 100 koncerti na leto ni naredila še albuma, oziroma takrat vsaj v tistem obdobju. Dolgo cajta je vlekla samo single. Ja, vidiš, dobro, ajde, Manca Špik je bolj pop scena. Ja. Jaz mislim, da albumi so bolj značilni za neko rock sceno, mogoče se motim, ne vem. Jaz delam tako bolj single, ker se mi zdi to tako boljš, da z vsakim singlom prodam neko svojo zgodbo, konec koncev, ne, ki se lažje poslušalcem tudi, ne vem, zapiše pod kožo, poznajo ta komad po tem spotu in tako naprej. Mogoče pa ja, na koncu bi naredil, ja, zdaj imam 4 komade, zdaj ta je 4, pol, 5, 6, mogoče pa res. V bistvu se Bom videl, ja. konec koncev album se naredi zato, da imaš ti kot neko osebno, kot vizitko. Ja. Ampak ti imaš že tisti, ki te poznajo, vejo, kaj počneš in kako počneš, da počneš dobro, da počneš srcem. Vse to je tisto, kar šteje. Ne?
in to je tisto, kar šteje posebej. Zdaj mogoče en nasvet za tiste, ki se komaj lotevajo glasbene industrije ali pa posla, ti si v tem že leta in leta, kako štartati? Kako štartati? Mislim, ne je toliko važno, kako štartati, važno je samo, da ustraješ. In ko padeš 100-krat, ali pa 150-krat, ali pa 300-krat, ne, veri, da pač enkrat ti bo nekaj ratalo in tisti, ki ustrajamo, rata. Sploh nič drugega ni važno. Niti talent, niti veze, niti nič drugega. Samo ustrajanje je važno tle. Ok, in sveža stvar, včeraj mislim, da je prišel video spot celo na YouTube. Gansov? Ja, ne včeraj, kjer ga smo danes sploh? 22. Ja, predvčerajšnjem. Predvčerajšnjem. Čisto sveže, lahko ga boste videli tudi, če se boste vklopili na Radio 1 na svoji televiziji, oziroma skočili na radio1.si. Tukaj je Patrik Prelec in Iluzija. Na Radio 1, Zvezda večera, Patrik Prelec in Iluzija, 13 je do 7. Patrik, zdaj vsi tisti, ki so si pogledali tvoj svež video in slišali nov komad na radio1.si, so videli, da imaš identično frizuro kot ta moment v studiu. Kolikrat na mesec se greš strič? Zanimivo, da ste to opazili, ne? Ker to pa navad ženske opazijo. Ne? Zdaj, pa sej, smo tam, nismo daleč. Se mi zdi, da moraš imeti ta imidž, kaj jaz vem, nekaj moraš biti malo drugačen. Jaz imam srečo, da pač moja frizerka je moja soseda, ne? Tako da kadarkoli se zmislim, jo pokličem ali pa sam zakrčim čez okno, ej, Martina, dej, bi prišel se ostrižiti. Ja, ni panike, evo, čez 2 uri imam intervju na Radio 1, jo, pridem se ostrižem. In gas. Ja. Ampak ji plačaš z računom ali... te tudi ona pokliče, kdaj imaš čas. Ona se tudi uči kitaro in pol jaz tudi jo navadam malo kitaro, jo gre tako, da malo kompromisov naredim. Kompenzacija. Ste slišali ljudje, kako gre to na krasu lepo skozi. Patrik, drži se, fajn delaj, čim več koncertov in uspešno leto 2026. Hvala lepa tudi vam in srečno naprej. Gas. Gas. Radio 1 predstavlja Zvezda